torej nekoč, 100 let nazaj skoraj, ne, so carine šle očitno skozi senat in kongres, ne, zdaj jih pa sprejema predsednik. Ja, Zakaj? Zato, ker mu je kongres dal pravico, da v primerih, ko je ameriška državna varnost ogrožena, sam sprejme carine s predsedniškim dekretom. In tudi na začetku so številni analitiki opazili, da je Trump eksperimentiral, kako daleč še lahko gre v obstoječem ustavnem redu. In na začetku je carine zelo jasno utemeljil z nekimi varnostnimi vzgibi. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, bralke in bralci, poslušalke in poslušalci, gospe in gospodje, dobrodošli v Večerovem dnevnem podcastu oziroma v njegovi ta daljši verziji, različici Večer za vikend. V njem imamo ambicijo, da nekako počrtamo teden in predvsem tiste najpomembnejše stvari, ki so vrtele svet, od velikih svetovnih prestolnic pa do majhnih vaških skupnosti. In kaj je ta teden vrtelo svet? Carine. Nekaj propagandnega materiala imamo za voljo tega z nami, mimogrede ta kapa je narejena na Kitajskem, tudi o Kitajski bomo govorili. Za vsa vprašanja vezana na svetovno trgovino, carine, mednarodne, ekonomske in politične odnose pa imamo danes na Večeru zelo kompetentnega gosta. Z nami je Jure Stojan, doktor Jure Stojan. Jure, zdravo. Zdravo. Zdaj ta uvod ne bo čisto kratek, ker je v bistvu CV od Jureta pač tako impresiven. Torej, Jure je komunikolog, ekonomski zgodovinar, predavatelj, poliglot, poznavalec mednarodne ekonomije, partner v Inštitutu za strateške rešitve, predvsem pa tudi nekdanji novinar, večerovec, ki pa je še vedno aktiven kot kolumnist pri Delu. Jure, dobrodošel nazaj na Večero, mogoče ne v isti stavbi, v kateri sva nekoč naredila marsikaj zanimivega, tudi kako špičla, ne? Ampak vseeno, lepo te je spet videti v naši medijski hiši, pa bi te vseeno mogoče za začetek tako vprašal, ne? Pred leti si se odločil, da novinarstvo ne bo več tvoj osnovni posel, čeprav iz medijev nisi odšel. Kako vidiš medije danes z neke drugačne perspektive, mogoče z distance, ko nisi več v dnevnem pogonu, čeprav pišeš redno? Medije gledam s precejšno dozo nostalgije, ampak pač sem tudi ekonomski zgodovinar in s fascinacijo gledam, kako se poklici spreminjajo, kako se industrije spreminjajo in pač ne upam si zdaj napovedovati, v katero smer grejo dogajanja, ampak gotovo, žal mi je, da ni več tako, kot je bilo, ko sem bil mlajši. Podcaste poslušaš, takšne hard newsovske, si podcaster v tem smislu, oziroma poslušalec podcastov, da bi ti bili na medijskem tvojem nekem jedilniku? Ja, vsekakor. Pač zelo rad potujem z vlakom. In takrat so vedno si, ne? Ja. Vlak je bil vedno tvoje omiljeno prevozno sredstvo. In takrat so pač podcasti zmeraj zelo dobrodošli. Imaš kakega najljubšega mogoče? Svetovnega? Gotovo podcast, ki ga ima ekonomski zgodovinar Adam Tooze, Once and Tuesdays, pa tudi podcast, ki ga imata dve zelo zgovorni Američanki, v bistvu Southern Belles, skratka, lepotici iz juga, ki sta po prepričanju veliki nasprotnici tako rekoč vsega in psujeta čez cel svet. In naslov tistega podcasta je I've had it. In res, zmeraj me spravi v dobro voljo, kaj ti gospe najdeta v novicah. Toliko stvari, nad katerimi se lahko pritožita, da je to užitek poslušati. Ok, zdaj pa se gledamo midva ali pritoževati, ali pa karkoli drugega o najni temi, ne, ki smo že napovedala s tem krasnim prop materialom. Ne. Make America Great Again. Tudi ta teden
se je vse vrtelo okoli Amerike, okoli človeka, ki nosi to kapo in njegovih privržencev. Torej, mi da se pogovarjamo v četrtek, nekaj ur prej, včeraj v sredo zvečer po srednjeevropskem času, je ameriški predsednik Donald Trump zamrznil carine za 90 dni, razen seveda za Kitajsko. Velesili vzhoda je, bom zdaj citiral, zaradi pomankanja spoštovanja do svetovnih trgov in nadaljevanja politike eskalacije carine še dodatno navil. Predvsem pa je bil to dan, mi smo v redakciji cel dan spremljali obnašanje oziroma vedenje svetovnih politikov, ki so vsi v vrsti, predvsem v Evropski uniji, tuhtali, kakšne protiukrepe naj uberejo oziroma za kakšne naj se odločijo kot nek protiudarec z Washingtonu. Za začetek me pa zanima, Jure, kaj lahko rečeva? Kaj počne Trump? Bela hiša ve, kaj počne, ker se veš, ne, eni smo zelo radi gledali House of Cards, ne, in si predstavljamo marsikaj, ne, kar se dogaja zdaj v zakulisju ameriške administracije. Resnici na ljubo obstajajo 3 teorije ali pa 3 modeli, kaj počne Bela hiša. In vsak dan, večkrat na dan se računica, katera je pač teorija bolj pravilna, katera bolj drži, spremeni. In je v bistvu kar skoraj kot spremljanje kakšnega športa. Da pač vidiš, kaj drži. Žal so pač posledice veliko bolj težke in posledice so za cel svet. Ampak ne glede na to, obstajajo 3 teorije in en trenutek je vodilna ena, drugi trenutek se vsa zadeva spremeni in to smo lahko videli včeraj. Lahko greva malo skozi te teorije? Prva teorija pravi, da v ozadju ni drugega kot kaprica duševno neuravnovešenega mogočneža, ki ima tokrat v svojem krogu, na svojem dvoru same kimavce, ki ga podpirajo in podžigajo, namesto da bi poskušali militi njegove najbolj škodljive prebliske. To je pač prva teorija. Druga teorija je popolnoma drugačna in pravi, da je ameriški predsednik prekaljen genialni pogajalec, ki igra 5-dimenzionalni, 4-dimenzionalni, pač število dimenzij se tu spreminja, šah, ki ga navadni smrtniki niti ne moremo zapopasti, ker pač nimamo vseh informacij, ne vidimo vsega, kar se dogaja. In skratka, da smo priča geniju, ki pač bo dosegel, kar želi doseči. Tretja teorija pravi, da je ameriški predsednik lutka interesov, ki z njimi upravljajo in ti interesi so nekje drugje. In potem so pa 2 podrazličici. Ena pravi, da so pač ti, ki upravljajo s to lutko v Silicijevi dolini, druga teorija pravi, da so v Kremlju. In kot rečeno, zelo se spreminja, katera teorija je v spredju oziroma je bolje kaže. Še včeraj zjutraj je v prednosti bila teorija kapric. Včeraj zvečer so postali spet glasni tisti glasovi, ki pravijo, da je v ozadju genialni pogajalec. Teorija lutke je zadnje tedne nekoliko v ozadju, ker na eni strani so padle delnice in padlo premoženje teh morebitnih upravljavcev Silicijevi dolini. Na drugi strani tudi padla je cena nafte, kar pa tudi škoduje ruskim interesom. Tako da pač ta trenutek je spet v ospredju teorija genija. Vrejo, ampak imaš ti svojo teorijo med temi 3, bi stavil na katero, ali je to pretvegana stava? Ta trenutek je preveč tvegana stava. Skoraj da mislim, da sicer tisto teorijo o agentu mogoče res lahko izključimo. Zdaj pa, kaj je res teorija norca ali genija, med tema 2 pa ta trenutek ne bi hotel staviti. Ker, kot rečeno, to bomo nekoč izvedli,
Sicer, Ko bodo odprli arhive. čeprav težava Sije. sedanje administracije je, da pač v arhive ne verjame in tudi uporablja Tako. kanale komuniciranja, ki se sami uničijo čez nekaj dni. Na drugi strani tudi moram priznati, da krožijo seveda izjave uslužbencev prve administracije, ki so se odločili, da ne bodo sodelovali v tej drugi, novi administraciji. Ti pravijo, da jih zmeraj zabava, ko poslušajo ta razmišljanja, kakšen šah igra predsednik, zato ker pravijo, njihova naloga je bila, da mu odzamejo kose šahovnice, da jih ne poje. Zdaj, te carine so povzročile finančno-gospodarski cunami, padle so borze, potopile so se kriptovalute, trgovinski tokovi so se začeli preusmerjati, ampak ne vem, carine so bile nenazadnje napovedane v predvolilni kampanji, bile so večkrat komunicirane in potem so se zgodile in zdaj zamrznile. Ampak, vsi so presenečeni, na drugi strani pa smo delali v Večeru intervju z profesorjem Marjanom Svetličičem, profesorjem mednarodnih trgovinskih odnosov, ki je dejal, da bodo tovrstne carine v bistvu prinesle takšne efekte, kot jih je prinesla velika depresija v 30 letih prejšnjega stoletja. Deliš tako dramatične ocene, prognoze, scenarije, ali se ti zdi, da si bo Trump v naslednjih 3 mesecih še 5-krat premislil in... Sem vseeno ekonomski zgodovinar in ena od stvari, ki te kot ekonomskega zgodovinarja učijo, je pač, da tako množične carine niso koristne gospodarski rasti. In sploh, če greva nazaj v zgodovino ZDA, leta 1930 sta senator Reed Smoot in predstavnik oziroma poslanec Willis Hawley sprejela pač odločitev, da boste dali v proceduro zakon, ki je bil na koncu potrjen in po njem se imenujejo to carine Smoota in Hawleyja. Te carine so svet potisnile v veliko depresijo, zato ker so krizo, ki je bila na začetku sicer močna in to je bila kriza, ki je sledila borznemu zlomu leta 1929. Pač tole krizo so poglobile, zato ker so druge države sveta se odzvale na te carine, so pač uvedle proticarine. In zelo znan ameriški ekonomski zgodovinar Kindleberger je v eni od svojih knjig narisal graf, ki je pravzaprav danes klasičen graf vpliva carin na gospodarsko rast oziroma na veliko depresijo. In to je v bistvu takšna pajkova mreža. Kako se je vsaki mesec, vsako novo carino gospodarska rast zmanjševala. Oziroma niti ne gospodarska rast, mednarodna trgovina se je zmanjševala in to je pač sabo povedal. In to je zdaj Trumpov namen, ali kaj? To so posledice, pred katerimi svarijo ekonomski zgodovinarji, vplivni ekonomski zgodovinarji. Zdaj, seveda tudi obstajajo ekonomski zgodovinarji, ki so nekoliko na obrobju discipline in ki pravijo, da pa mogoče hoče Trump doseči učinek carin, s katerimi države v razvoju zaščitijo posebej ogrožene ali pa ranljive mlade industrije. To je pač ena od redkih teorij, ki zagovarja carine in pač pravi, da je včasih smiselno obvarovati neko mlado panogo pred tujo konkurenco, zato da pač lahko zgradi svojo moč. Ampak ja, tu je ponavadi število industrij, ki so zaščitene, omejeno. Sedanje Trumpove carine pa so univerzalne. Ja, se pa dotikajo vseh panog. Veš, kaj mi je zanimivo iz tega, kar si razlagal? Torej nekoč, 100 let nazaj skoraj, so carine šle očitno skozi senat in kongres, zdaj jih pa sprejema predsednik. Ja, zakaj? Zato, ker mu je kongres dal pravico, da v primerih
ko je ameriška državna varnost ogrožena, sam sprejme carine s predsedniškim dekretom. In tudi na začetku so številni analitiki opazili, da je Trump eksperimentiral, kako daleč še lahko gre v obstoječem ustavnem redu. In na začetku je carine zelo jasno utemeljil z nekimi varnostnimi vzgibi. Tudi recimo začetne carine, medtem že zamrznjene proti Mehiki in Kanadi, so bile utemeljene. Na migracijah. Ne samo na migracijah, predvsem na fentanilu, na varnostni krizi povzročeni z drogami, nelegalnimi drogami. In takrat je tista interpretacija bila zelo jasna. Ameriški predsednik sme tovrstne carine sprejeti, ker je varnost Združenih držav ogrožena. Zdaj se to sicer občasno še omenja, ampak Bela hiša je postala veliko bolj zaverovana v pravno nedotakljivost teh odločitev. Je pa res, da doslej je pač seveda veljalo, carine so oblike davkov, nad obdavčitvijo pa mora bdeti kongres. Belo hišo si omenil, tu je en zanimiv moment, rad bi slišal v bistvu, kaj meniš o tem, ne? Ali vidiš morda v washingtonski administraciji prve razpoke, namreč razvpiti multimiliarder, sponzor tudi Trumpove vrnitve na oblast in zdaj vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk je ta teden ozmerjal po X-u in tudi sicer predsednikovega svetovalca Navara, mislim, da se piše Navaro, in nekako je bilo razbrati, da torej ni zadovoljen z carinami. Nenazadnje so številni multimilionarji, ki so stali postrojeni na inauguraciji takrat okoli Trumpa, ne, ki so kot neki skoraj ščit naredili okoli njega, izgubili milijarde. Ne. Misliš, da se je ameriški predsednik znašel pod njihovim pritiskom, čeprav se on dela nekega res političnega silaka v stilu, če uporabim jugo-esperanto, ne može mi nitko ništa, ne? To je tista zadeva, kjer je pač treba upoštevati, da veliko demokratičnih medijev, pač medijev, ki so na strani ameriške demokratske stranke, da ne bo pomote, na vse razmere gleda skoraj da s takim veselim pričakovanjem, kdaj se bodo končno začele razmere rušiti, kdaj bo končno prišlo do razpok v tej koaliciji. Treba se namreč zavedati, da gibanje ameriškega predsednika MAGA, Make America Great Again, je zelo raznoliko in združuje veliko interesov, ki so med sabo precej nezdružljivi. Na eni strani milijarderje, ki želijo imeti še zmeraj precej nezapleten dostop do tuje delovne sile, predvsem visoko izobražene delovne sile, na drugi strani pa bolj krščansko-nacionalistično krilo, ki pa želi vso priseljevanje v bistvu spraviti na ničlo oziroma celo spodbujati izseljevanje prebivalcev, ki se jim ne zdijo primerni za sodržavljane. In te razpoke so obstajale še preden je ameriški predsednik zaprisegel. Že takrat sta se Musk in Bannon, ki je tudi vplivna. Strateg. Ja, izumitelj, v bistvu kampanj. Ja, že takrat sta se naracije cele, ne, republikanske. Tu pa tudi je treba upoštevati, da se je že od nekdaj sicer pričakovalo, da dva tako samosvoja in tako velikanska, dve tako samosvoji in velikanski
osebnosti, kot sta Musk in Trump, ne moreta dolgo biti v istem prostoru. Ampak znova, tu gre veliko, pri takih analizah gre tudi veliko za nekega samoohranitvenega, samotolažbe. In ta trenutek ni videti, da bi Musk izgubljal svoj vpliv. Zdaj pa drugo seveda vprašanje, pa kaj oziroma kdo je vplival na ameriškega predsednika. Trump je, ko je objavil oziroma najavil zamrznitev za 90 dni večine teh carin, sam rekel, da je pač veliko ljudi postalo strah in da jim hoče iti na roko. Kar je precej dvoumna izjava. Strah zaradi česa? Zato, ker vse dražje. Zato, ker zmagujejo. Pač dejstvo pa je, da so padci delniških tečajev dolgo časa upravičevali kot pač naravno korekcijo, češ da so bile delnice tako ali tako precenjene, in da so ti tečaji bili obsojeni na to, da padejo, ne glede na to, kaj bo pač povod. Je pa se nekaj drugega spremenilo v zadnjih dneh. Pod udar je prišel trg za ameriške državne obveznice. To pa spremeni celo zgodbo, zato ker trg za ameriške državne obveznice je običajno popolnoma obratno naravnan kot delniški trgi. Če padajo delnice, bi morali investitorji iskati varnost v trgu obveznic. Tokrat so pa prodajali tudi svoje obveznice, kar je na eni strani znak hudih finančnih težav investicijskih skladov, ki so morali pač pokrivati izgube in zato likvidirati tudi naložbe, ki bi jih običajno obdržali. Nekateri so pa tudi videli posledice ukrepov oziroma dejanj drugih držav, ki so želeli likvidirati svoje naložbe. Tu bi eno teorijo, ki sem jo včeraj poslušal, testiral pri tebi. In sicer, da so Trump in ekipa na nek način šok povzročili, namerno umetno sesuli trge in omogočili tistim, ki imajo likvidna sredstva na voljo, hedge skladom, torej njegovim zaveznikom na kapitalskem trgu, da zdaj poceni grejo v shopping delnic, in v bistvu zdaj, ko bodo trgi verjetno se obrnili nekoliko navzgor, potem, ko je zamrznil cenine, masno zaslužijo. Je to možno? Je lahko tak simpel, ali je to bolj teorija iz nekega bolj levega babla, balončka? To ni samo... Ker Trump je pozival svoje sledilce na svojem družbenem omrežju, zdaj je čas, da kupite. Ja, ampak to ni samo iz levega mehurčka. To je tudi podobne teorije lahko preberemo tudi v bablu finančnih analitikov, ker namreč bode v oči, da so se sponi tečajev začeli še prednje predsednik na svojem družbenem omrežju pozval svoje podpornike, da naj kupujejo delnice. In očitno je nekdo imel informacije še prej. Žal še nekaj časa ne bomo vedeli, je pa tudi treba poudariti, da vprašanje, če bomo lahko vedeli, zato ker je Ministrstvo za večanje državne učinkovitosti DOUŠ odpustilo marsikatere inšpektorje, ki bi običajno sledili tovrstnim poslom. Ja, to vse bolj potrjuje mogoče ono drugo teorijo, o kateri smo govorili, o nekem šahu, ki ga mogoče danes marsikdo ne razume. Ampak daj, Jure, razloži nam, carine so se zdele več nekaj anahronističnega, nekaj iz časov protekcionizma. Na carine smo bili navajeni v prejšnjem sistemu in podobno. Zdaj je čas svobodne trgovine, prostocarinskih sporazumov. Koga bodo na koncu udarile te carine? Torej, potrošnika, končnega
kupca bodo udarile, ne vem, po gospodarski rasti, kar si omenil. Na koga bo se prevalilo, če bodo te carine uvedene? Zdaj bom povedal popolnoma konvencionalno ekonomsko teorijo, ki pravi, da carine na koncu dneva udarijo običajne potrošnike, kaj ti dvignejo vse cene. In zanimivo je, da tudi ena od ekonomskih študij, ki jih je Bela hiša objavila kot utemeljitev svojega seznama carin minuli teden, da je tista študija ugotovila, da je ta prenos med carinami in malo prodajnimi cenami večji od 90%. Se pravi, da za vsak dolar dvignjenih carin se cene dvignejo vsaj za 90 centov. Wow. Zdaj, to je samo za cene uvoženega blaga. Treba je upoštevati nekaj dodatnih komplikacij, ki so del današnjega sveta oziroma do nedavnega sveta. In prvo je dejstvo, da je malo kateri proizvod v celoti proizveden v eni sami državi. To je zlasti težava za večino ameriških tovarn v avtomobilski industriji, ker čeprav je mogoče končno vozilo sestavljeno v ZDA, pa grejo deli čez ameriško-kanadsko mejo in ameriško-mehiško mejo in to večkrat. Različne tovarne so v različnih fazah v procesu zraven in večkrat prečkajo sestavni deli mejo. In to je prva tale dodatna komplikacija. Zdaj je seveda vprašanje, a se carine dodajo ob vsakem prečkanju te meje ali samo na koncu. Tu ta droben tisk nikoli ni bil do konca znan. Zdaj, druga komplikacija današnjega sveta pa je seveda to, da je postalo malo verjetno, da bi domači proizvajalci v ZDA cene ohranili nespremenjene, če pa lahko maksimirajo svoje dobičke, če tudi oni sami dvignejo te cene. In tu bi sicer rad tudi poudaril, da bi lahko Bela hiša skozi druge kanale pritisnila, apelirala na patriotskost in na proizvajalce. Na proizvajalce, da bi se tale učinek nekoliko zamejil, ampak če teh dejanj Bele hiše ne bi bilo, pa bi lahko pričakovali, da bi se seveda tudi cene v Ameriki proizvedenega blaga dvignile. Zdaj pa mogoče še ta tretja točka, da so vse te carine bile napovedane in uvedene glede na blago, skratka na nekaj, kar je proizvedeno v fizičnem svetu. Da pa se zgodba zelo predrugači, če noter upoštevamo še tudi storitve, kjer pa ZDA nimajo trgovinskega primanjkljaja z večino držav, ampak je presežek. Ja, prav ta situacija. In zato so ekonomisti kot profesija kar precej zmedeni, kajti stališča nekih znanih dejstev in resnic gre za popolnoma nesmiselne ukrepe. Ampak na drugi strani pa ameriški zagovorniki predsednika pravijo, da je treba za radikalno spremembo trgovinske ureditve sveta sprejemati tudi radikalne ukrepe. In na koncu dneva sva spet pri tisti izvirni dilemi, katera teorija drži. Ja. A je genij
ali je pa norec? To sva rekla, ne? Tisto priljubljeno, da bo čas pokazal, da ne vemo. Ne? Me pa zanima v teh teorijah ali pa v tem torej radikalnih spremembah svetovne ureditve, ki so verjetno nepovratne. Dajva pogledati možne odzive. Dobro, za Evropsko unijo so zdaj večinoma carine zamrznjene, razen aluminij, jeklo. Kitajska ima 104% carine. Peking se je odzval z neko močno protiofenzivo. Evropska unija je tehtala, kaj narediti, ciljati mogoče na Red States, na rdeče države, se lotiti tehnoloških gigantov. Kaj lahko naredi v bistvu Evropska unija in kaj lahko naredijo Kitajci, ne, ki so bolj neposredno napadeni v tem trenutku, napadeni v narekovajih? Kitajska je ta trenutek v boljšem položaju, kot je bila za času prvega Trumpovega mandata. In stališča Kitajske je predsednik Trump dal darilo v mednarodni politiki in mednarodni trgovini, ki ga lahko samo izkoristi s tem, da je na eni strani odločna, da pač demonstrira, da je velesila in to na način, da ne poklekne pred zahtevami Združenih držav, in na drugi strani, da pač pokaže, da je predvidljiva in preračunljiva. Skratka, da ne vnaša negotovosti, ampak da negotovost odvzema. Pri Evropski uniji je tale računica ta trenutek manj jasna. In to ne samo zato, ker ima tudi ameriška administracija predsednika Trumpa kar nekaj zelo jasnih in gorečih podpornikov v EU. Ki se tudi vmes so se bilateralno že kaj dogovarjali. Ne? Ja, pa tudi evropski način sprejemanja odločitev, ki temelji na soglasju in na jasnih izračunih, ni najbolje primeren za čas visoke negotovosti. Pač stvari se v sedanjosti tako hitro zamenjajo, da vmes ni bilo mogoče sklicati niti sestanka evropskih voditeljev, kaj šele sprejeti odločitve, ki bi bile soglasne. Skratka, sama ureditev EU je ta trenutek takšna, da ne omogoča preveč hitrega odzivanja. Ja. Kar je pa mogoče samo znak, da je pa pač mogoče odzivanje oziroma reakcija na napačen pristop, da je treba imeti nekaj proaktivnosti v celi situaciji. Je pa pač sam način delovanja takšen, ki sedaj Evropo sili v čakanje, ampak to je mogoče tudi nekaj pozitivnega. Ker zdaj največja napaka, ki bi jo lahko Evropa naredila, je, da se pač kot preplašena žival vrže v roke Kitajski. Recimo, kar so že recimo španska vlada zagovarja ta pristop. Tu je pa treba samo spomniti na drugi vidik negotovosti ta trenutek na svetu. Pač ni računica zgolj in samo ameriške carine. Tudi je v ozadju geopolitično preoblikovanje sveta in ni za izključiti teze, ki jo zagovarja bolgarsko-avstrijska analitičarka Velina Čakarova, da je pravzaprav Peking tisti, ki usmerja politiko Moskve, tudi kar se tiče vojne v Ukrajini. In tudi se velja spomniti, da je Ukrajina ta teden objavila, da je ujela 2 kitajska borca. In pač ta trenutek so strateški vidiki tako pomembni in odločitve, ki jih je treba sprejeti, so tako pomembne, da je mogoče
vseeno tale. Da niš na prvo žogo, verjetno. Točno ne, to. Ni igra, ki jo je treba igrati. Ne. Ja. Ampak, če se še postavimo nekako v vlogo ali pa na položaj v narekovajih navadnega človeka, ne. Torej, ljudi, ki imajo nekaj prihrankov v pokojninskih skladih, mogoče vzajemnih skladih, imajo nekaj delnic. Ne. Tudi tem se je v tem tednu ali pa zadnjih 2 tednih se je obrnilo navzdol, ne, kupni ta denar, ki so ga nekaj investirali, mogoče za prihodnost. Ne. Peter Frankl je napisal ta teden, da so borze tu čustvena zadeva. Ne. Kaj lahko zdaj razmišlja sploh človek, ne, mali človek, rečeva, v teh velikih igrah, ki jih itak očitno ne moremo še čisto razumeti? Težko vprašanje, ne? Težko vprašanje. Tu se mi zdi najbolj dramatičen svet, ki ga deli albansko-kanadski analitik na X-u, in sicer da je ta trenutek najboljše imeti veliko otrok, kajti oni bodo nekega dne poskrbeli. Ta je res radikalna teza. To je pač teza največjih pesimistov. Ampak verjetno je nek zeitgeist takšen, Ja. da je par let naprej težko predvideti. Ne. Razen tega, da se verjetno vračamo v neki imperializem, ko si vele sile lahko malo tako a la carte postrežejo. Ne. Danes bi malo Kanade, jutri Grenlandije, mogoče en kos panamskega prekopa. Ampak tu vseeno ne bi bil spet takšen pesimist, ker vseeno je treba poštevati, da je večina imperijev 19. stoletja propadla, tudi zato, ker imperialne tarče oziroma podložniki imperijev niso bili več pripravljeni sprejeti tovrstnega razmišljanja. In tudi to se vidi, da nima v Ukrajini. Pač imperialna vojska ni ukorakala in bila sprejeta. V prestolnico. Ja, ni bila. Z ovacijami sprejeta. Ampak se je Ukrajina odločila, da imperialne politike ne bo sprejela, in podobno bi pričakoval, bi se lahko zgodilo tudi v marsikateri drugi državi. Pač svet se je spremenil v zadnjih 100-150 letih do te mere, da je neko preprosto vračanje v preteklost neizvedljivo. Lahko se pa sicer marsikaj spremeni. Sicer prva protiteza, ki bi mi lahko kdo zaočital, je, da seveda svet je šel naprej, ampak da tokrat imperialnim velesilom pomaga umetna inteligenca. Ampak vprašanje je, če je to res dovolj pomemben faktor, da spremeni želje milijonov drugih ljudi. Predvsem pa je tu treba upoštevati, da je, ko se dogajajo tako prelomne stvari na borzah, da se treba vprašati, kaj je zdaj naložben horizont oziroma čas, v katerem nalagaš. In če nisi imel namena se na podlagi svojih investicij upokojiti v roku naslednjih nekaj tednov ali pa nekaj mesecev, verjetno nima smisla odreagirati preveč panično. Ok, počasi, zelo zanimivo, ampak počasi greva vseeno v koncu. Spomnite na eno reklamo, ne, za en francoski avto nekoč, ne, ki je imela slogan, ne, kaj sploh še ostane velikim. Ne, zdaj si, bom rekel, ta novi imperializem, nisi ti tako črnogled glede tega, da se vračamo v neko preteklost, ampak iz tega slogana izhajajoč bi vseeno te prosil za razmislek, kaj pa ostane malim, ne, kot je Slovenija, v teh turbulencah, viharjih, ne, kjer res veliki igrajo, Peking, Washington, Moskva, igrajo velike igre, ne, še Bruselj pri tej mizi včasih sedi, včasih pa več tudi ne. Pretkanost. Ok, daj malo elaboriraj, no. Pač veliko se je nekoč, saj kakšnimi 20 leti govorilo, po kom bi se bilo smiselno ozirati. In veliko se je govorilo, denimo v Švici.
Švica je ves čas gojila svojo politično nevtralnost. V zadnjem času se je sicer zelo približala Evropski uniji, vendarle pa je ves čas gojila en občutek ali pa kulturo samostojnosti in moči v svoji samostojnosti in majhnosti. To je en pristop. Morda še bolj pomenljiv pristop je politika, ki jo je ubral Singapur, kjer pa sicer moram kar povedati, da Singapur je država, ki ima eno samo stranko, zelo je najbrž nepredstavljivo, da bi Slovenija šla v smeri singapurske notranje politike. Kar se pa tiče trgovinske politike, je pa Singapur zmeraj temeljil na veliki pripravljenosti si ne zapirati vrat z nikomer in ne kuriti mostov z nikomer. In tudi še en vidik Singapurja je tudi tole poudarjanje moči v svoji majhnosti, ki pa si gotovo deli Švico. Ampak skratka, Slovenija je premajhna, da bi pač na podlagi kakšnih dogm ali pa teorij, ki morda ne držijo, si zapirala vrata ali pa kurila mostove. Bi si, zdaj eno stave nisi sprejel, ne, da bi stavila med temi tremi teorijami, zdaj me zanima, če sprejmeš zadnjo stavo, ne, bi si upal reči, kakšen bo svet in kakšna bo mednarodna skupnost po 4 letih Trumpa 2.0. Imaš tu kakšno idejo ali vizijo, kaj se bo zgodilo v bistvu? Če bomo v tej centrifugi šokov še naprej, ne, se vrteli kot en hrček. Dejstvo je, da bo svet drugačen. In svet je bil drugačen že po Trumpu 1.0. In marsikateri tako predstavnik nasprotnikov ali pa zagovornikov Trumpa pravijo sicer, da Trump 1.0 še ni bil mandat, ko bi Trump lahko naredil vse, kar je imel namen ali pa željo narediti. Vendar pa je treba pač poudariti, da je že Trump v prvem mandatu ameriško trgovinsko politiko spremenil za zmeraj. Tudi demokratska administracija Bidna je sprejela tezo, da je Kitajska naslednja velika nasprotnica Združenih držav, da je treba sprejemati določene uvozne carine na kitajsko blago. Pač Biden je ohranil Trumpove carine iz prvega mandata proti Kitajski in tudi Bidenova administracija je sprejela tezo, da je treba ponovno industrializirati nekatere predele Združenih držav. Sicer pot je bila zelo drugačna, predvsem s spodbudami investicij v zeleno. Ja, ker Trump bo zdaj premo kuro, ne, oziroma zdaj bo pognal ponovno druge vrste industrije, ne. Ja. Ampak tu se mi zdi, da je res ključna napaka, ki jo v Sloveniji lahko naredimo, da se pač identificiramo ali z enim ali pa z drugim taborom notranje politike v ZDA. Ker tu bi rad spomnil, da ukrepi Združenih držav pod Bidenom za spodbujanje zelene tehnologije niso bili v korist Evropski uniji. Oziroma tudi Evropska unija jih je poskušala nekako omiliti, poseči v sam predlog ukrepov, da bi nekako omilila selitev evropskih naložb v ZDA, ampak slog je bil drugačen, naklonjenost Evropi pa tudi ni bila tako zelo velika. In pač morali se bomo navaditi, da predsednik predsednik Združenih držav Amerike ni predsednik Slovenije. Bravo, čeprav je slovenski zet. Pa bi lahko ga popuste imeli pri carinah. In da
in da tudi, če bi bil naslednji predsednik iz Demokratske stranke, to tudi ne bi bil predsednik Slovenije. Ampak pač to je tisto, kar se je verjetno spremenilo za zmeraj, da je Amerika postala bolj sama. Ok. Kaj to misliš, bolj avtokratska, nedemokratična, izolirana? Da ima manj interesa za multilateralizem se ukvarjati svetom. In to je tisti veliki šok, pač Združene države so se naveličale ali pa ne vidijo več prave računice v tem, da bi vzdrževale sistem, ki so ga same pomagale vzpostaviti oziroma same vodile po drugi svetovni vojni. Ok, tu bova zdaj vsebinsko naredila piko, se mi zdi zelo zanimivo vse, kar si povedal, bi te pa vseeno na koncu nekaj še vprašal. Bila smo dosti let kolega, novinarska, in meni se je zdelo vedno top, ker si toliko prebral, pregledal nekih stvari, da si imel vedno neko idejo, ali za knjigo, za film, tudi za muziko ali pa kaj takega. Pa me zanima, če bi meni ali pa poslušalkam in poslušalcem trenutno lahko priporočal nekaj referenčnega, zato da bomo boljše razumeli, kaj se dogaja v tej kompleksnosti, o kateri si govoril, v kateri je ful težko prepletati te teorije, vedeti, kaj je v ozadju. Imaš kaj takega trenutno? Mislim, da je zelo pomenljiva pop popevka, ki jo je Miley Cyrus izdala prejšnji teden. Prosim, razsvetli me, očitno sem premalo. Dajmo se pretvarjati, da ni konca sveta. Odličen zaključek, dragi kolega Jure. Tako da, veš, kaj bom rekel? Hvala ti za vse misli, za vsa razmišljanja, pesimistična in manj pesimistična. Naj bo ta zaključek, Jure, tudi odprto vabilo, da se srečamo v kratkem spet in preverimo te 3 teorije in vse ostalo. Res hvala in dobrodošel v Večeru za vikend v bližnji prihodnosti. Ni še čisto konec. To je bil Jure Stojan za svojo analizo trenutnih mednarodnih in malo manj mednarodnih tem. Podcast sem vodil Matijas Stepišnik, ampak vrnem se še po ekonomsko-propagandnih sporočilih oziroma za ekonomsko-propagandna sporočila. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Poglejmo, kaj prinaša Večer v soboto. Pogovarjali smo se s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Predsednica pravi, da njeno profesionalno življenje še nikoli ni posegalo toliko na njeno čustveno in duševno raven kot ravno v politiki. Je ostra do opozicije in kritična do svoje stranke Gibanje Svoboda. Spregovorila je tudi o tem, kako se uničevalski stroj spravi na njeno ženskost, materinskost in celo spolnost. Je mogoče dati garancijo, da bo otrok, ki smo ga spodbujali k branju ljubezen do branja, ohranil tudi v mladostništvo in odraslost? Psihologinja pravi, da se zgodi tudi to, da otroci v nekem obdobju ne berejo radi. A tudi, da je pomembno, da v družini in šoli vztrajamo pri pomenu branja, ne branja za užitek, ampak branja za vedenje oziroma za zmožnost razmišljanja, razvijanja domišljije. Ste vedeli, da vino govori? No, z vinom so se nedavno pogovarjali poznavalci vina z domala celega sveta. Okušali so šipon, modro frankinjo in laški rizling, ki jih je v majhno vasico Kok poslalo več kot 100 vinarjev. Kako s povezovanjem lokalne skupnosti v Prlekiji rastejo novi zametki vinskega turizma, smo se pogovarjali z irskima zakoncema Cabot in z domačinom Miro Mundo, pa Katarino Volčič ter piscem za priznani dekanter Darrellom Josephom. Pravi, da imajo vinski radovednejši v Panonskih koncih še veliko za odkriti in njegovo navdušenje je nalezljivo. Kaj boste lahko brali v Večeru v nedeljo? Kaj se zgodi, ko gre želja po večni mladosti predaleč? Pričakovanja in pritiski so v svetu estrade izjemno veliki, zato se nemalo zvezdnikov želi
po večni mladosti zateče k lepotnim kirurgom, ki pa svojega dela vedno ne opravijo dobro. To dobro vedo Linda Evangelista, Courtney Cox, Katy Price, Donatella Versace in številni drugi, tudi moški zvezdniki. Resnična grozljivka, hujša od filma. Srbski upokojenec je moral zaradi silvestrske petarde v zapor, tam pa je po mučenju umrl. Tožilstvo 3 mladeničem očita umor v sostorilstvu, ki je posledica vsaj 15-dnevne brutalne zlorabe sojetnika, psihične, fizične in tudi spolne. In še zapis o otroški nogometni ligi prvakov, v kateri so prvaki vsi. Kako je nastal otroški nogometni turnir Umag Trophy in kako je v 10 letih postal tekmovanje, ki ga nadebudni nogometaši skupaj s starši komaj čakajo. In kakšne načrte snujeta gonilni sili turnirja Timotej Krajnc in Emir Haskić?